Lepo pozdravljeni, gospod Beno Štern, v imenu založbe Forumedia. Z vami že kar nekaj let sodelujemo na področju izobraževanj za pripravo in izvedbo projektov za pridobitev nepovratnih sredstev EU. Na tem področju imate res ogromno praktičnih izkušenj. V okviru strokovnih delavnic ste usposobili že preko 5000 udeležencev, v institucije, podjetja in lokalne skupnosti s pomočjo vzpostavitev projektnih pisarn uvajate proces kontinuiranega črpanja evropskih sredstev. Sodelovali ste v več kot 30 večletnih evropsko sofinanciranih projektih in v njih ste nastopali kot koordinator, interni evalvator ali diseminator in tudi analitik. V bistvu, točno, nepovratna sredstva so eden izmed virov financiranja dejavnosti podjetja in organizacije. Kaj po vašem je pa tisti pravi pristop, da podjetje oziroma organizacija pride do teh sredstev? Odlično vprašanje. Pa veselim se tudi drugih vprašanj. Najpomembneje, kar bi jaz poudaril, je seveda elaboriranje problema, poglobitev v problem, v tisti temelj, zaradi katerega se sploh lotevamo pridobivanja sredstev. Torej, evropska sredstva pridobivamo samo iz enega najpomembnejšega razloga, zato ker želimo neke probleme v svojem lastnem delovnem okolju ali pa zasebnem okolju rešiti. Torej, obravnava problema, poglobljena obravnava problema iz vidika vzrokov in posledic. To se mi zdi, da je nekaj najpomembnejšega, kar bi poudaril na začetku poti vsakega prijavitelja. Zagotovo. Na izobraževanjih, ki smo jih z vami že izvedli, zagotovo več kot 25, delamo z vami pravzaprav že od leta 2013, če se spomnite, zelo uspešne programe, zelo kvalitetne udeleženci, zelo zadovoljni. Skratka, na vseh teh izobraževanjih vsakič znova poudarjate pomen konzerviranja projektov. Prosim, razložite, kaj to konkretno pomeni, kako pripraviti konzervirani projekt in kako nam pri pridobitju nepovratnih sredstev koristi ta projekt oziroma služi tak pristop konzerviranja projektov. Če se vrnem ravno korak nazaj, po najpomembnejših temeljih za pripravo sploh nekega projekta, sem omenil, da je to obravnava problema v svojih detajlih. Ta problem je potrebno potem vedno seveda povezati z evropskimi politikami. V teh evropskih politikah, ki so pravzaprav temelji, resnični temelji za objavo razpisov, tako v Bruslju kot v Sloveniji, so zavedeni ravno tako problemi, s katerimi se sooča EU ali pa Slovenija, in predvideni so ukrepi za reševanje le-teh. Torej, povezati probleme z temi politikami oziroma najti v teh politikah sidra problemov, pogledati, ali tudi Evropa na sličen način obravnava probleme, ki smo jih mi našli v svojem lastnem okolju, in seveda preveriti ukrepe, ki jih predvideva Evropa seveda za reševanje teh problemov. No, na podlagi tega šele zasnujemo svojo idejo projektno. Torej, skladnost naše ideje utemeljimo že na vsem začetku. Že takrat, torej, ko se soočamo s problemom, ko ta problem preverimo v evropskih politikah, se seznanimo z ukrepi in seveda skladno s temi ukrepi oblikujemo svoj projektni predlog. In na podlagi tega potem konzerviramo projektno idejo. Torej, že to je en velik del konzerviranja ideje, kar pomeni na zalogo, priprava ideje na zalogo. Priprava ideje na zalogo je dokaj mogoče na začetku kompleksen proces, dokler se ga ne navadimo, ampak nam omogoča, da bomo vedno, kadarkoli se bojo ustrezni razpisi pojavili, oboroženi z razdelano idejo, z nekim osnutkom, in to konzerviranje delimo nekako ali pa obdelujemo s 3 orodji, to je nek idejni osnutek, kjer vsebinsko obravnavamo idejo, potem terminski načrt in finančni načrt te ideje. To je konzerviranje, torej priprava ideje na zalogo, ki nam bo omogočila biti pripravljen na ustrezne razpise v vsakem trenutku. Namreč vsi poznamo
hektiko, ko se nek ustrezen razpis pojavi in potem imamo mesec dni ali pa 2 meseca ali pa 3 mesece tudi časa za pripravo vloge. Ponavadi je to tako, da če ideje še nimamo pripravljene, če ni osmišljena, če ni zapisana, potem se bomo ponavadi odločili za naslednji razpis. Ja, se pravi, da tako kot ste rekli, ne, takoj, ko je razpis, ni treba panično tekati po podjetju pa razmišljati, kdo bo zdaj kaj delal, ampak pravzaprav že imamo 3/4 dela opravljenega. Res je. No in zdaj ravno je to povezano tudi z tretjim vprašanjem. Vemo, da trenutno je, tudi vi ste tako povedali, veliko je odprtih razpisov trenutno, veliko je denarja na razpolago, ki bi ga bilo res smiselno pokoristiti. No in kaj zdaj v tem trenutku svetujete podjetjem in vsem poslovnim subjektom, kako naj zdaj najenostavneje, najhitreje pridejo do teh sredstev, da jih v Sloveniji pokoristimo? Dobro vprašanje. Magična palčka. Čarobna palčka. Seveda, svetoval bi, da se seveda organizirano lotijo priprave projektne prijave. Organizirano pa v tem primeru spet se bom vrnil korak nazaj, pomeni soočanje s problemom, resničnim problemom, ki ga želimo rešiti. Imeti samo idejo ni dovolj. V vsaki razpisni dokumentaciji nas bo razpisnik spraševal po temu, na kak način je naša projektna ideja, naša predvidena rešitev skladna tudi z evropskimi usmeritvami. In v teh evropskih usmeritvah, torej v evropskih politikah, smo že prej rekli, bomo najdli sidra tako za naše probleme kot evropske in tam so predvideni ukrepi, s katerimi bomo uskladili našo projektno idejo in na ta način bomo seveda organizirano tudi lahko seveda odgovarjali na vprašanja razpisne dokumentacije. Torej, pomembno se je organizirano pripraviti na to, ne hektično, ne se prijavljati v zadnjih 14 dneh ali pa 3 tednih, ker je pač to enostavno potem skoraj nekako obsojeno na propad. Prijav na razpise je res tudi veliko, dosti razpisov, ampak seveda tudi dosti organizacij, ki bi želele za svoje probleme financirati rešitve iz evropskih sredstev in zaradi tega je tudi poplava na eni strani slabo pripravljenih idej velika. Zato torej soočite se s problemom, konzultirajte ukrepe v evropskih politikah, kreirajte ideje s pomočjo tudi nabora tipov projektov, o katerih se pogovarjamo na naših delavnicah. Kot veste, gospa Medeja, gre za nekih 8 osnovnih tipov projektov, od investicijskih, vzpostavitvenih oziroma implementacijskih do razvojno-raziskovalnih in inovacijskih, do pilotnih in demonstracijskih, do izobraževanj in usposabljanj, do tudi seveda mreženja in osveščanja javnosti. Vse to so tipi projektov, ki jih Evropska unija z veseljem financira. Ampak pomembno je seveda potem kreirati v tem kontekstu neko inovativno projektno idejo, s katero bomo nadgradili trenutno stanje in seveda v svoji prijavi bili koncizni in seveda oblikovno privlačno izdelali tudi prijavnice. Mogoče malo kompleksen odgovor. Ja, zagotovo bo pa podjetjem lažje tistim, ki že imajo konzerviran projekt, kar pa v bistvu jih učite udeležence na naših izobraževanjih. In zdaj še seveda smo zelo veseli, počaščeni pravzaprav, da predavate na našem programu strokovnjak za pripravo in izvedbo projektov za pridobitev nepovratnih sredstev. Zagotovo je pravzaprav kvaliteta predavatelja takšnega, kot ste vi, pravzaprav tudi doprinesla k temu, da smo udeležencev že imeli ogromno. In zdaj, kaj po vaše pa je največji doprinos tega programa in komu bi predvsem koristil? Na tem našem programu, v okviru tega 3-dnevnega programa, se probamo fokusirati na čim bolj praktično obravnavo vseh teh poglavij, o katerih sem že nekaj malega povedal. Torej,
čim bolje želim tudi približati udeležencem pogled ocenjevalca na vlogo, ki jo boste oddali. To je zelo pomemben aspekt. Ocenjevalci so ljudje kot mi vsi in nobena projektna vloga se ne ocenjuje objektivno, ampak subjektivno. In zato je potrebno narediti vse, da je vloga čim bolj koncizno zapisana, čim bolj fokusirana, brez posploševanja. Potrebno se je torej osredotočiti na vse točke, pred katere nas je postavil tudi razpisnik, in v okviru teh usposabljanj se torej fokusiramo tudi k temu razumevanju vprašanj, tolmačimo vprašanja razpisnika, ki so včasih mogoče za začetnike predvsem konfuzna, in torej gremo po nekem programu pristopa trio, ki predvideva spoznavanje nekega političnega okvirja z vzroki, zakaj bi nekdo vam dodelil evropska sredstva. Potem gremo v finančni okvir, kjer pogledamo, kje so ta sredstva na razpolago, kje so vsi ti viri na razpolago, in zaključujemo s nekako projektnim okvirjem, kjer gremo skozi vse faze poteka ali pa življenjskega cikla enega projekta, od neke faze iniciacije do končne faze vrednotenja in ocenjevanja projektnih rezultatov. In po teh fazah se sprehajamo, se na njih fokusiramo, poudarjamo pomembne elemente, seveda v tem življenju, nastanku in izvajanju tega projekta in k razumevanju, torej celovitega življenja projekta, če to tako imenujemo. Zagotovo. Seveda priporočamo tale program nadaljnjim udeležencem, do zdaj se jih je udeležilo že preko 500 udeležencev tega izobraževanja in nedvomno pričakujemo še nadaljnji dober obisk. Hvala za tale intervju, veselim se nadaljnjih izobraževanj z vami, ki bodo zagotovo še naprej tako odlična, in vse dobro še naprej želim in nasvidenje. Nasvidenje in hvala, gospa Brglez.